Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Danes je bila predved Colga. Moj je že prinesel domov, smo preštela, čisto se štima. Jaz smo pa pečenko spjakla. Zdaj je šel pa počivat. Pa res še ni važga. A kako ti vidiš, Marbit? Tebe so vsi beg pa domov, lepo te prosim. Ne mi živca parat. Nuška, a bi šla ti v gostilno pa? Ja. Gospa Karolina Senčar, dajte malce povedati, kje se pravzaprav mi sploh nahajamo zdaj, ne? No, mi smo v Čečah, v našem zadružnem domu, tukaj je tudi sedež našega društva, mi smo prosvetno društvo Čeče Hrastnik, ki deluje v tem zadružnem domu že od leta 1968. Takrat je bil ta dom tudi uradno nekako otvorjen. Takrat je bil v tem domu prvič tudi tovariš Tito, takrat je še to bilo zelo pomembno in takrat se je ta dom otvoril in mi imamo tudi krajevni praznik na 14. oktober, to je bil datum, ki je bil tukaj. No in od leta 1968 ta dom funkcionira in v tem domu je tudi sedež našega društva in tukaj imamo vse vaje, pa tukaj imamo tudi vse nastope, kjer imamo za našo krajevno skupnost, če pa gremo na gostovanje kam drugam, pa pač tam, kamor nas povabijo. Verjetno to govorite o skupini Funštec, Tim, Boben, Čeče, ne? Tudi o tej skupini, drugače pa v našem prosvetnem društvu je približno tam okrog 50 članov. Imamo tudi veliko otrok, naši otroci zelo veliko nastopajo za dan žena, za krajevni praznik, recitirajo, pojejo, igrajo razne skeče, potem so tudi igrajo na harmoniko, tudi na kitaro, na trobento, pa tudi Veliko dejavnosti. Veliko dejavnosti, pa tam imamo zunaj tudi štadion. Ta štadion je bil sicer zgrajen kasneje. Še pred leti smo imeli zelo veliko turnirjev na tem štadionu, nogometnih. No, zdaj se je malo to opustilo. Imamo tudi tam balinišče, tudi turnirjev, ne turnirje, pač ekipe iz krajevne skupnosti, ponavadi za krajevni praznik so tukaj med sabo imele tekme. Tako da so dejavnosti različne, imamo pa tudi ljubiteljsko pohodništvo, to pa gremo sigurno vsakega februarja za Prešernov praznik, imamo Prešernov pohod na Kum in gremo ponavadi na Kum. Sicer, kadar je grd vreme, to pač ne, ampak ponavadi pa kar vztrajamo in gremo. In vi ste predsednica tega društva? Ja, jaz sem predsednica društva, ja. In kako se financirate? Ja, financiramo se tako, da se prijavimo na razpis, ki ga objavi občina Hrastnik. Potem se financiramo pa tudi iz računov, recimo, ali pa iz tega, ko gremo gostovati pač tam, kjer nas povabijo in potem dobimo kakšno plačilo tudi za to gostovanje. No, potem v nadaljevanju bomo videli tudi to super predstavo o Colngi, to je plača, spominu na knapuške, na rudarske, pa na knapušno, na tista leta. Vi niste ravno igralka, ampak pa napišete kaj, kakšen skeč. Ja. Zdaj v našem društvu je tudi posebna skupina, ki pravimo Funštec Tim. No in za to skupino sem napisala tudi to knapovsko Colngo, sicer malo s pomočjo Joce.
Potem ta skupina pa ne igra samo to knapovsko colngo, ampak imamo še nekaj drugih skečov. Imamo tudi skeč Perice, imamo skeč Čečanske jetrnice in z vsemi temi skeči obujamo našo preteklost. Preteklost, kako so včasih živeli v koloniji, to je v knapovski colngi, pa rudari, kako je bilo, ko so možje 15. dobili colngo pa prišli domov. No, v teh Pericah pa predstavljamo, kako so včasih prali pri koritu, nekje na vasi, lahko tudi v rudniški koloniji, Mrzlem potoku ali pa poletna vročen, kakor je bilo. V Čečanskih jetrnicah imamo pa koline. To pa je skoraj praznik vsake družine in tukaj pa obujamo spomine na te naše jetrnice, ki so zelo znane, pa samo v Zasavju, pa celo nekateri pravijo, da so izvor iz Čeč, ampak mogoče res, mogoče ne. Zanimivo, ne? Omenili ste jetrnice, ne? Pa prej še Funšterc, ne? Knapovsko sonce ali pa carski praženec. Ja, tu pa je že preveč carski praženec je. Carski praženec je drugačen. Je drugačen. Ja, knapovsko sonce. Ampak to je tudi bolj tako Funšterc zasavsko, ne? Funšterc je čist zasavska, čist knapovska jed in ta je bila tako kar dost kalorična pa bogata, da je lahko rudar delal, da je zmogel, ne, tiste težke napore ujam. Drugače pa s tem, no, ko to vse to polpreteklost skušamo malo tudi na etnološko, ne, se tudi malo tako oblečemo, kadar igramo kakšen takšen skeč in s tem tudi malo še prikažemo, kako je bil takrat način oblačenja, način govorenja, ne, govorimo pa sploh skozi v našem zasavskem narečju. Čeprav, ne, že tudi Zagorje, Trbovlje, Hrastnik so kar velike razlike. So, ne? Ja. Ampak tist MK, ne, pa skoraj da posod, pa nje. Ja, tako. Koliko pa ste vi vpeti družinsko v kakšno knapovšno dediščino? Ja, jaz izhajam iz kmetije, moj oče ni bil rudar, moj oče je bil pač navaden delavec na komunali, no, večinoma smo pa delali doma, ne, na grunti in jaz direkt knapovšno nisem imela, no, doma. Kaj ste se pa vi izučili, oziroma kaj ste pa vi delali? Ja, jaz sem pa bila, naredila sem ekonomsko šolo, no, na koncu sem bila pa računovodja na komunali Hrastnik pred upokojitvijo. Gospa Nuša, v predstavi, ne, ki smo si preden sva midva posnela tale pogovor ogledali, ste igrali hčerko, ne? Zdaj, kdaj se je pa vse skupaj začelo s to vašo skupino? No, čisti začetki te skupine Funšterc Team segajo v leto 2011, ko je društvo Rast skupaj z Mladinskim centrom Hrastnik želelo imeti tekmovanje v pripravi osnovne knapovske jedi, se pravi pripravi funšterca. No in takrat smo se nekako pogovarjali, a gremo tudi mi pokazati, pa gremo tekmovati, pa tako naprej. Pa smo se že nekako skupaj spomnili, pa smo rekli, ok, zdaj pa Ana zna fajn spečt, Joco bomo imeli zato, da bo kak vic vmes povedala, Janez je ta prav knap, ne gre tudi z nam, ne. Jaz pa Joško smo enostavno z rampolj spadala, ne. S tem, da smo rekli, ok, gremo zdaj pa tudi mi spečemo in ta prav funšter tako, kar mora biti. Midva smo bila bolj priveska, ne. Za tolo idejo, da imamo pa tolo knapovsko kuhno pa tolo vse skupaj, je pa Joško ta glavn. On se je spomnil, da bi mi to kuhno skupaj zvlekli, pa šporhet, pa tako naprej. In pa smo res, ko smo imeli pa že talo kuhno, pa v bistvu tole pohištvo vse, smo pa rekli, dajmo se pa še obleči, tako kot so bili včasih, ne. In pa je dejansko ratala ena takšna ekipa. Zdaj pa, ker ta naša Joca tako ne more biti nič tih, ne, je že takrat na tem tekmovanju prvič, ko smo bili leta 2011, upila nad Janezom, pa s tem Valjarjem tovkla, pa tako naprej. In je že takrat ratala mečken taka vsebina tele igre.
No, pa smo bili pa povabljeni še na druge točke peč, ne, vsak, ko je kako stvar organiziral, nas je povabil zraven s tem funštrcama, vsem je bilo nekaj tazga interesantnega, tako da je pa pol naša Karli pa se spravila pa nam naredila tolo igro, kar jo pač zdaj tudi predvajamo. Aha. In kako je nastopati pred publiko? Je zanimivo, kaj občutite tisto, da vas lepo sprejemajo? Ja, to pa je zelo. Sicer imaš tudi malo treme, čeprav ti ni nič nekaj takšnega, zdaj, da bi mogel imeti ne vem kakšen besedil, tudi če mečkem priredišče še kar v redu, ne. Glavno, da je tista rdeča nit taka, kakor mora biti. Drugače pa vse smo se kar nekako, mi smo se zmenili vsi, da bomo publiko odmislili in je to, kar nekod gre. Kako pa gledate na to našo rudarsko dediščino? Čeprav v Hrastniku, ne, tudi steklarska, pa kemičari, ne, ampak vseeno, ne, nekako vsi smo zrasli iz rudarstva. Kako gledate vi na to? Se pozablja, bomo znali ohraniti? Glejte, jaz z enim velikim spoštovanjem, zato sem se tudi za tole odločila, no, da smo začeli takole malo sodelovati. S tem ohranjamo in tradicijo hrane in oblačenja in jezika še v prvi vrsti. Poznan so bili zelo po kletvicah, ne, tako da jih tudi mi kar dosti uporabljamo tle. Drugače pa, ne vem, mislim, da se tu še kar zdaj pozna, no, na vsem prebivalstvi, da je to pač rudarsko bilo tukaj naseljeno. Vi ste živeli v knapovski družini? Ne, nisem. Ste pa poznali življenje svojih sošolcev pa prijateljev? To pa sem, ja. Predvsem starši od prijateljstva, od prijateljev, ko so bili, ne. Tako da jaz pa ne. Pa ste s temi predstavami sprijeti samo v Zasavju lepo ali tudi izven Zasavja? Ne, mi smo bili tudi že v auditoriju Portorož, ne. Tako da pred kratkim smo bili v Vinkovcih, na Hrvaškem, tako da povsod gremo. In tam v slovenskem jeziku? Tako. Pa so kar razumeli, so, ne? Ja, v bistvu vse to je bilo na takšno srečanje slovenskih društev, tako da smo v bistvu bolj kot ne Slovenci za Slovence nastopali, no. Je bilo kaj zasavskih knapov dol v Vinkovcih? Ne, to pa ne. Kakih potomcev? To pa ne. To pa ne. Torej, zdaj več kot 10 let, ne, tole že ta zgodba traja. Tako. So kaj vzadaj tisti, ki bodo potem, ko se boste vi enkrat, celotna ekipa počasi upokojili, da bodo nadaljevali? Mi se za enkrat sploh še ne mislimo upokojiti, ker nam je to vsem veliko veselje. Seveda, vi ste še sestrica, ne? Ja, tako. V igri. Tako da jaz upam, da bomo še dolgo tole počenjali, kar počenjamo. Sigurno se bo pa najdla v zadnji generacija, ko nas bo nadomestila. Gospa Ana, zdaj, vas bi pa najprej vprašal malce o vaši zanimivi družini, ne? Veliko vas je bilo. Ja, 6 otrok. 2 fanta, sicer najstarejši je bil, ga je imela mama iz prvega zakona, pol je mož padel v vojn, pa se je pa drugič poročila, nas je bilo pa še 5. No in sestro v predstavah skupaj igrate, ne? Zdaj, kar precej glasna je, ne? V teh predstavah je bila tudi kot otrok glasna? Zelo. Ne utišana, ne ugnana, je kako? Ne ugnana, ne znam povedati. Predvsem pa simpatična, ne? Ja, pa. Kakšna družina pa je bila to? Tu je bila, mislim, ata je v rudniki delal, je bil rudar, pa kmetijo smo imeli doma. To se pravi, da je še doma potem gajal. Mama je bila pa gospodinja, verjetno, ne? Ja, mama pa gospodinja. In takrat, v tistih časih, se mi zdi, da so knapje domov nosili, ne, te cote domov, ne, se jih mame prale. Doma se je to prali in tu na potoki, tam na koriti, na tistem perišči je bila tista rifl mašina, žajfa, tudi preče pepil. Pa žajfa se je doma kuhala. Tako da, pa skromno življenje, ne? Ja, skromno življenje. Ste bili otroci kmalu verjetno zgodaj že vpeti v delo na kmetiji? Ja, to pa skozi, tam 5-6 let star smo že hodili.
Sem zadnjič glih z eno govorila v dolin, tukaj se spomnim vas utruk je rekla, kako ste vse cepatale za mamo na njivo. Aha. A ste veliko doma pridelali? Ja, takrat žito se je pridelalo doma. Imeli smo krave, kure, prašiče, kvajna, mislim, s sosedom smo imeli skup, vsakega kvajna smo imeli, kadar se je rabil to v pari, smo si ga pri njih sposodili, pa pri nas. Tako da je bilo nekako sobivanje, ne? Ja. Kako ste pa vi kaj s to kulinariko, ne? To v teh zasavskih koncih? So bile pa vam tudi kuline, verjetno? Kaj se je jedlo? Zdaj ne vem, zdaj v zadnjih letih veliko slišimo o tem funštercu, ne? Ja. Pa ste se tudi takrat verjetno tako rekla. Ja, tudi jaz se spomnim, ko je ata šel zvečer, največkrat je bilo tukaj, je šel po nočno šiht, je jamil tu funšterc, pa črn kufe so rekli, ne. In tega je bilo, pa smo ga bili pa še otroci deležni, kar ga je še bilo. No pa jaz se spomnim, ko sem s Taratu hodil tudi rudarju, sem na počitnice, poleti, meni je zelo štimalo, če mi je, to je edino, kar je znal narediti. Vžup krompir, je rekel. Vžup krompir, ja. Ja. Ja, to je pa krompir na kose narezan, v vodo ga daš, kuhaš, not smo posolili, peteršila nas seklali not, tudi še kak koreje, pa z ocvirkam zabelili. Ocvirki so bili pa posod, ne? Ja. Pa sami ste jih delali, ne? Ja, saj smo imeli po 4 prašiče. Zdaj ste že malce povedali recept za ta vžup krompir, ne? Ja. Kaj pa za funšterc? Ja, funšterc je pa voda, jajce, moka, sol, pa ocvirki. Ocvirki morajo biti, ne? Morajo biti, ja. Zdaj, jaz imam rad tudi tistega brez ocvirki, ne? Pa potem marmelado gor namazano, ne? Tisti pa palačinka. Nekaterega pa potem, ki je spečen, ga pa tudi malo razcefrajo, ne? Ja, tu je pa ene vrste šmorn, ne? Sam tu ne moreš na pol peč na ocvirkih, ne? Aha, to pa ni tu na za ocvirkih. knapa je so mogli biti ocvirki, da je bila močna hrana, da ni bil predslačen. A na kolinah je bilo pa lepo, ne? Ja, na kolinah je bilo pa lepo, takrat smo se jih otroci zmeri najbolj veselili, prišli so še sosedi okoli. Pa takrat je bilo tudi malo več za jesti, ne? Ja, takrat je bilo pa res. In kaj je vam najbolj pasalo? Meni topla jetrnica, ne? Ja, meni še zdaj. Ne mrzla, ne? Topla. Topla, glih danes sem jo jedla, preden sem šla dol. In kaj ste še delali? Krvavice verjetno? Krvavice, poli mesene klobase, včasih nismo rekli pečenice, ampak mesene klobase, ne. In tu se je, te mesene klobase so se večinoma posušile, pol da so bile za, ko se je kaj delali pa to. Pa šumbl je bil čas tudi, ne? Šumbl, ja, Kako? šumbl. Šumbl. Ja. Aha. Tako da, pa jaz se spomnim še, mi smo rekli žulca, ne? Ja, tudi. Čeprav zdaj rečejo tlačenka, ampak... Ja, jaz jo še zdaj zmeri, pri vsakih kolinih jo naredim. A res da? Ja. Pa kiso mlek? Po kolinih, no. Pa kiso mlek tudi? Kiso mlek... Zdaj rej jogurt kupite? Ni šlo? Ne. Ste ga pa delali doma? Ja, sem. Po potico orehovo, metovo? To pa obvezno. Tu pa velikrat čez let naredim orehovo, smetanovo, ocvirkovo. Kako vam je pa sodelovati v tej skupini funšterc, tim, bobenčeče? Kaj vam to pomeni? Včasih se nasmejimo, včasih si tudi kaj povemo, ker se nam zdi, da ni prav en drugim. V redu. Si težko zapomniti besedilo? Aj, kar gre? Tudi včasih kaj pozabiš. Ampak sej pol improvizirate, Ja. ne? Pa gre, ne? Pa gre, ja. Evo, z nami je pa tudi čisto ta pravi knap, bobenčan. Zdaj, v Hrastnik ste imeli na izbiro biti kemičar, ne? Vrečar so rekli včasih, ne? Ja, vrečar. Steklar, glažutar ali pa knap.
In zakaj knap? Ja, zato. Najlažje si šel, če si bil butas prej. Ja, res, no jaz priznam, jaz imam 5 razredov osnovne šole, pa mi je že učiteljica rekla, ja, Janez, boš mogel kar kverkjet. One punce so pa tudi butaste bile, so pa rekli, ti greš po staklarno. A tako je bilo to? To je že, tu smo takole naredili, kako je treba. Zdaj grejo pa vsi v gimnazijo. Ja, kaj boš tako šel 4 razredom? Ni bilo, ne? Ljuba duša. Kakšna je pa bila vaša družina? V kakšni družini ste vi odraščali? Ja, ata je bil tudi prudniki. Pa dedek tudi, verjetno? Dedek tudi, točno. Tudi je bil. Pa to je tež življenje bil, ne? To je cel, ja, skus smo bili. Jaz sem že v Hrudniki 62 leta že. Koliko ste bili pa star takrat? 15 let. In kako je bilo se srečati prvič z jamo? Takrat v jamo, nisem šel 15 let star, smo govorili na blatih, v Dzuni smo delali. Ampak veš, kak si bil tukaj. Pa suh, ne tako zdaj. Zdaj bi takrat bi 2 naredil, no. Zdaj pa še vede, je pa malo več prišli. Je bilo, potem, ko ste šli pa v jamo, je bilo težko? So bili kaj knapje, komarati kaj navihan? Vse surte je bilo. Vse surte je bilo. So kaj špilali? Veš, da ste špilali. A vas je kdaj kaj dobilo v jami? Ne, vsemu srečo. Ubili jih je pa 13, vsega skupaj, kar sem bil pri Gverki. Kako se je pa to soočiti, ko komarat umre? Mrskir je pustil Rudnik. Pa Gverk, no, pustil pa šel. Mrskir. Kako ste pa potem, ko ste zaključili z zdravjem nekako bili? Ja, kar doje, zdaj sem kar 30 let v penzioni, zdaj pa mečke ima, vse skupaj malo. Emšo, ne? Emša med jete. Pa verjetno ste tudi, ko ste oddelali svoj šiht v jami, še doma kaj delali? Bajto. Pa še imeli kaj zemlje doma? Ti sem pa pol, ko sem šel v penzion, sem si nabavil, tako da sem imel 4 bike pa 5 pršičev. Zdaj v igri smo videli, ne, da takrat, ko je bila Colenga, Plača, pa še vmes je bil včasih tudi Foršus, ne? Ja. Jaz vem, ne, da je oče takrat malo pozneje prišel domov, pa sem šel jaz po njega, ne, kam v kakšno krčmo. Kako je bilo pa z vami? Ja, veste, kako je bilo takrat? To je bilo, Colenga je bilo vso si dobil. Na roke? Na roke z dobil gnar in to je bilo gnar reka preci, ne. In ga nisi smel domov vsega njesti. In ga bo treba nekaj tam pospraviti, tam v gostilni pstiti. Pa si pa šel gor čez Burn, počas. To je metaj sem pa kje, no. Ja. Da si prišel domov. Je bilo pa kaj hude jeze doma? Vse sorte je bilo, seveda. Je bilo, ne? To je normalno, da. Čeprav so žene ponavadi vedeli, ne? Vedeli, kdaj je bolj, da so tih, ne? Tako je, sam moja je že hodila na šiht, ne? To je drugač bil že. To je že bil mičken boljš, ne? Sem mogel tudi jaz pol v tvojega ahtati. Ko je ona šla na šiht, ne? Jaz nohčita ona zjutraj šiht. To je bilo že kar, smo mogli kar bolj pridn biti. Kako ste pa nohšiht, torej nočne izmeno sprejemali? Ja. Kaj je bilo najtežje? Borih 3 si se kar zalepal, če nisi urnik spal. Ja. Pa takrat ste vi domov te umazane cunje nosili, ali ste me že... Samo, smo še zunaj delali. Takrat smo še nosili, pa smo že želi pa v Rudniki delati, so pa nam že želi prati. Pri Gverki so rekli, ne? Ja. V Rudniku, ne? Kaj pa kopanje vašega? Tisto je pa črna pa bela. Črna za umazane, ne? Ja, si cvete grobe, sem šel skupati se, pa v te belo, se sproblekl, ne? In če bi se zdaj še enkrat odločali, ne, za poklic, dobro, zdaj se za rudarja že težko odločiti, ne, pri nas v Zasavju pa sploh ne, bi se še za tako pot? Vete kako, takole je narediti. Ko sem bil zdrav, je bil najboljši, sem preznar dobil. Ne, sem bil 15 star, pa sem imel preznar. On so šli pa v šolo, ko je 3 leta je, neč dobil. Mogo mamo fihtati, ne. Tiste bilo, no vem. So na ta račun tudi punce bolj prijemale? Ja, kukaj z motorje imamo pred si bil fekt. A motor je bil takrat, ja. Pred celo kovlaču. Kaj ti pa, moped dost bil že, veš? Je že bilo dost, ne? Je bil že dost, je že lahko pelo. Zdaj Ferrari je pa Porsche, ne? Ja, ti smo ni. Je drugač. No, ste pa seveda tudi aktiven član te igralske zasedbe, ne? Zdaj sem že šel v penzion.
A ste že v penzionu, ampak... Tudi tle sem že v penzionu. Ali je zdaj? Tako da me že zamejuje Joško. Aha. Vam veliko pomeni, ali pa vam je pomenilo, da ste bili... Zelo veliko. Pa noč smo mogli, naj so me za nosača. One so se stran umikale, vidi pa sprav to vse tule gor na kombito. Najraj so tako naredile. Jaz sem domov jet. So rekli. Pa se tudi tako izven tega igrajskega dela se čujete, pa družite? Suha se tu, unete druga soseda, vse smo blizu. Tako da vsi vseh vete, ne? Ja. Od enega drugega vse vemo, največ. Sam zdaj v Jam ste dobili, ne, penzijo, ne? Tukaj pa ni, ne? Vse imamo uno penzijo. Je v redu, čisto, zadovoljni, ne? Zadovoljni. No. Sam da bi zdrav bil. Evo, zdaj pa pri nas pred kamero še najbolj zgovorna, pa tudi najbolj glasna. Dajte pa še vi malce povedati svoje spomine na življenje s sestro, pa brati, pa z drugimi sestrami. Kako je bilo? Ja, res nas je bilo 6, jaz sem bila te zadnja od 6 otrok in kadar se pohecam pravim, ja, te zadnja sem bila, postargulček se je tem rekli in sem bila res najbolj glasna. Niso me rad imeli sestre pa brata, ker so me pač mogli lahtati. In ne spomnim se, ampak so mi pa povedale, da so me enkrat dale še kot štručko, ne, otročka zavidga noter, ležati v kanal, po katerem je tekla gnojnica, da so lahko me pstile in so šle, če je še jest. A tako je bilo včasih? Ja, in tale joca je bila že takrat tukaj, ni bila pri mir pa tu, sem se ven skupala nekuk in sem se kulentala kaj dol proti Grabni. Tako so me imele pa s peči, so me dol vrgle pa tak. Ampak jaz pa mislim, da glede na to, da ste bili ta zadnji prišli na svet, da so vas crkljali, da ste imeli vi maj že pri starših maj popusta. Ja, tako je. Bolj pri sestrih sem imela, ker žal smo starših malo izgubili. To je pa hudo, ne? To je zelo hudo. Ko sem bila jaz stara 10 let, je umrla mama. Žal je po 5 letih oče pustil življenje v Jam. Tako da res, otroštvo nismo imeli lep. Pa se vi spomnite tistega trenutka, ko se je ta knapovska nesreča, rudarska nesreča zgodila? Verjetno je bila kakšna sirena, ne? Ne, takrat je naš ata umrl, mislim se po nesreču je bil Edin. Ja, Edin je bil takrat, šel je popoldne na šiht, vem, da smo se srečala, jaz iz avtobusa dol, pa na avtobus gor. In popoldne sem jaz pač se šla nekam potepati, pa zanimivo je bilo, da avto nasprot pripelje fičo, noč sta bila 2 gospoda. In eden me vpraša, ti punca, a ti mogoče veš, kje so pa tukaj pri Šubic, naš priimk, dekliški je bil Šubic. Zaka seveda, kar kjali naprej se peljte in so prišli to žalostno novico povedati, jaz sem se šla pa kar naprej potepati, nisem vedela, zakaj se gre. Pa ste potem, ko ste prišli domov, bila žalost verjetno, ne? Ja, velika žalost je bila, seveda je bila velika žalost. Ata še 50 let, ja, 14 dni pred je bil 50 let. To je bil tik pred upokojitvijo, ne? Ja, ni mu veliko manjkalo do upokojitve. Ja, hudo je bilo. Mislim, da jaz pa brat še nismo bila, smo bila še mladoletna. Ja, ne bi veliko tem več. Ja, težko je to, ne, težki. Zdaj, kaj vam pa pomeni to, da s to skupino nekako ohranjate to našo zasavsko knapušno dediščino? Ja, veliko mi pomeni, ker tudi jaz sem bila pol pri rudniki zaposlena skozi, ker res je pa v tistih časih še rudnik za nas, otroke smrtno ponesrečenih rudarjev, dosti so poskrbeli za nas in smo tudi se po večini zaposlili pri rudniku, tako da tu mi je zelo velik pomen, z veseljem tu delam, rada tu delam in res ne bi rada, da bi se tu nahajali. In kaj ste delali v rudniku? Jaz sem bila začena kot vrtnarica, sem se začela, tudi pri rudniku, v Trbovljah je bila rudniška vrtnarija, tam sem bila vajenka, no potem so pa to vrtnarijo ukinili, sem pa najbolj bila čistilka pri rudniku. Potem sem se pa zaposlila v skladišču, so me premestili in tam tudi do konca. Do
penzije, ne? Ja, ne, prej se je rudnik zaprl, malo sem šla še v največje podjetje v Sloveniji, Zavod za zaposlovanje. Aha. Kako ste pa gledali na to zadnjo stavko rudarjev, ki se je zgodila ravno v Hrastniku? Ja, ne vem. Ven so prišli iz Hrastniške jame? Iz Hrastniške jame so prišli ven, jaz sem jih podpirala, ker jaz samo enkrat sem šla v jamo, enkrat sem šla in tu prav v tisto jamo, ker je oče izgubil življenje. In tudi ne bi šla, kjer me poznajo, so rekli, tako dolg jezik imaš v jamo, pa ne upaš jeti, in z inata sem šla, čeprav me je bilo grozen strah. No. In tudi pa moj mož je rekel, da bi šel v jamo delati, mu nisem pustila, ampak se je kar sam odločil, se samo se zrihtel in je bil pa tudi rudar in hvala Bogu tudi penzion dočakal. No, zdaj v tej igri, Colonga, ste nekako najbolj glasni, pa tudi največ besedila imate, zdaj si težko zapomniti tole vse. Ja, sej res je, najbolj sem glasna, ker sem že tako glasna, taka sem, ne morem pomagati. Ja, besedil, ukvirno veš, zakaj se gre, in če malo improviziraš, ko kaj ven spustiš, ni problem, vsi tisti, ko te gleda, ne ve, ko vam mogu reči. Kako pa vi čutite publiko, kot kje nastopate, zdaj veliko ste na tem festivalu Funšterc, zdaj nazadnje ste bili tudi v jami drugič, na tem koncertu uporniških pesmi, Ja, mislim, da jaz publiko nimam, jaz sem navajena nastopati, jaz publiko nimam težav, nobenih, rada pa seveda zmeraj nekaj govorim. Ne morem biti tih. In tudi tlele v tale naš zadružni dom pridejo skupine, izletniki z avtobusi, iz vse Slovenije so že bili in mi jim tukaj zaigramo to igro, tukaj se posedejo, poli in pa skuhamo ali spjačemo ta naš funšterc. In druge članice ekipe pjačejo, pripravljajo, jaz pa med ljudi, pa se malo pohecam, pa malo vicu povem, tako da se me kar dobro zapolnijo. In kje bo zdaj naslednji nastop? Imate to kaj načrtovano? Ne vem. Zdaj novo leto se bliža počasi? Kot s kuhno ne bomo nastopili, zdaj trenutno še ne. Vem pa, da gremo to soboto v Hrastnik na štadion in bomo to predstavljali stara kmečka dela, kot je ličkanje koruze, prešanje sadja, obtrgavanje zelenjave, repe, korenja, lušili bomo oreh, tolkli bomo orehe, bomo fežol lušili, vse to bomo dol predstavili, bomo tudi oblečeni tako, ker ne bi za tiste cajte pasali. Tu bomo zdaj imeli to soboto popoldne v Hrastniku na štadionu. Vse tisto boste delali, ker tudi doma delate. Ja, tudi doma tule delamo, ja. Sej najboljše krompir, koreje pa repa, ampak ne jesti, to kupava, da malo skušaš. Evo, zdaj je pa še z nami zadnji iz te zasedbe zanimive. Kakšne so pa vaše korenine? So tudi knapovske? No, moj oče je bil knap, star ata je bil knap, tako da ata me je spravila sicer tudi knapam, ampak sem rekel, ko bojo v jami firnki, pa bo pa Joško tudi šel v jamo. Zdaj firnki, zavese, za tiste, ki ne vedo. Kje pa ste potem preživeli ali pa preživljate svojo delovno dobo? V bistvu smo delali v Sijaj. Sijaj Hrastnik, pa je propadel, zdaj sem pa samostojni podjetnik. In gre? Gre. Imate pa še vedno dovolj časa za druženje s tolo zanimivo skupino? Zato si je pa treba cajt vzeti. Ste od vsega začetka zraven? Ja, mislim, da sem, tako je že moj predhodnik rekel, tako da mi je dva nosma, umare, mize, pa tu kukar rečejo, pa predstavljamo. Transportna delavca. Malo pa še zraven nastopamo. Vam veliko pomeni to ohranjanje te tradicije iz teh naših koncev? Sigurno, da se to je le del naše zgodovine, ki je potrebno ohranjati in mislim, da se tlele gor mi tega kar dobro držimo.
pa da dobro ohranjamo to tradicijo. Ne. Pa vas je kaj strah, glede na to, da zdaj prihaja neka nova generacija, kjer je vse nekako digitalizirano, da se bo to pozabilo? Ne, mislim, da so celo še drugi dobili kar malo navdiha nad tem in da se tule še bolj ohranja od rudarske godbe v Hrastniku do telih organizacij, Funšterc, festivalov pa tako naprej. Mislim, da je to kar eno dobro popolno. Na teh festivalih Funšterc, ki so v Hrastniku vsako leto, mislim, da samo v koronskem letu, da ni bilo te prireditve, pa nisem čisto prepričan. Ste pa že kar parkrat zmagali, z Funštercem? Imamo tam kar eno lepo kupico pokalov in pa priznanj pa tako naprej. Tudi kaj vašega deleža, bolj nosača? Se mi vidi, ne. Kuhajo punce, ne? Kuhajo punce, tu smo pa mi telav za tako stvar. Tako da jaz večkrat na mesnici stolčem, skoraj vsak teden enkrat. Sam zaradi tega, da soseda misli, da bomo šnicle jedli. Tudi če je danes culnega dan, mi bomo funšterc jedli, ker ne bo soseda fjepčna. Fjepčna je, ker stepa se vse posud. Saj Bog veče, ne bo danes tudi prišla pogledat, kva delamo, ker je tukaj fjepčna. Jaz bom pa pripravila tule za funšterc, malo cvirkov, malo mesti, pa bo. Ja, za skuk je že ura, punca pa še ni domov. Pa bi že mogla šule priditi, jaz sem čist pozabila. Toliko je že stara, da grejo pobi po glav. Ja, kako je to mjano šlo. Dober dan, mama. Ko si pa ti danes stolkla, bomo mi danes šnice ne jedli? Nuška, dober dan. Ti točno veš, zakaj jaz stolčem. Pa tudi točno veš, da ne bomo šniclo jedli. Kaj si tukaj tako bila? Pa kaj, ko me tu zmeri sprašuješ, kaj? V šoli sem bila. Poglej, koliko je ura. Tjabe pankir. Pa vsa obmazana si. Tlele se usjet, da se noč še prehledila. Smrtla, sama naumšna ti gre po glavu. Ko je bilo pa kaj v šul? Karač. Kako ne, dobila kako oceno? Kaj si dobila, Nuška? Mene glej. Kaj si dobila? Pri maternem jeziki dvojko. Pa slovenskem jeziki dvojko. Ja, Nuška, pa jaz znaš tule pobrat pa pisat. Ti pa dvojko. Koga pa je bilo, da si dobila dvojko, Nuša? Nuša! Je kva? Učiteljica je hotela, da napišemo en stavek o ananasu. Kva pa je tukaj ta zgovana nasi? No vidi, sam zaradi tebe sem se v peklo smrtla. Kva pa je tukaj hudega napisati o ananasi? Ananas, če ne drugega psaj lahko ne pisala. Ananas je sladek južni sadež. A ja? To si mi pa danes prvič povedala. Ti, ko misliš, kako si brihta bila sama vedla. In kva si napisala, da si dobila dvojko? Ja, jaz sem pa napisala, da naš ata dela verki, Tako. da so imeli danes culngo, da Res je je. šel v gostilno, a na nas pozabil. Da te ni sram. Cela kolonija bo zdaj od tega govorila. In za tule dobila dvojko. Ja, je rekla učiteljica, če nič ne znam, saj lažem se ne. Ona točno ve, bo že zvedla, kako ti lažeš. Joj, kaj bo še s tabi, punca moja. Kaj bo še kaj drugega v šoli? Ker matematik pa cvek. Nuša, pa matematik pa cvek. A zdaj še računat ne znaš. Ja, Nuša, povej, kaj je bilo. Je kva? Učiteljica je vprašala, koga bi si mislil naš ate, če bi najdel v levem žepu 200 din, pa v desnem 300. Ja, koga bi si pa lahko mislil, da ima 500 din? Saj to tu nam mislila poslušati. A ti pa nisi rekla? Ne. Nuša, Jaz sem- 1,
200 pa 300 je 500 din. Ja, jaz sem pač rekla, da bi naš ata mislil, da je kak dec pri tem hlače pozabil, ko mu zmeni v denar pobere. Smrtja, dejte bom pa zvesela, da se stala takele mi sremoto delaš. Joj. Koga je? Dobar dan, teta Pjevca. Dobar dan. A gre že Nuša malo z mano ven? Čim dala ven, še se računaš ne zna. Pa cest, se jaz ne jo računam. Samo računi. Ja. Pa či se žuzga. Pa odjel zdaj. Šla ven, jaz sam ne boš šla. Teta Pjevca, nekaj tam je še račun na tleh, vidim pa Ja, kar tam ne sosed. No, tako bom jaz zrihtel zdaj. Ti mi je zdala. Ja, vsi je te si rekla. Muša ti stran glede tega. Ja, kaj bo se zjutraham, kaj bo. Dobar dan, soseda. Tu je tate firčna baba. Koga je, dobar Kaj dan? sem prišla firca? Vse vem. Potem je ta lepoto vsak dan pri vas dela. A je tudi firta, da tu s punco ven? A boš ti hodil, ko sploh otrok nimaš? Pa dejo že enkrat, pusti ti kot punčko ušla. Veš, Nuška, ti karata firti, on te pa sigurno pustil. Sej bi ga, pa ga še domov ni. Ja, ni ga še, ja že tvam čika. A Ibra? Ibra. Dozvedla. Me kar malo skrbi, če se ni pri gverki naredila kaka nesreča. Ja, nesreča. Za nekatere je bila pa sreča danes. Danes je bila pa nekaj culga. Sej vemo. Moj je že prinesel domov, smo preštela, čisto se štima. Jaz smo pa pečenko spjakla. Zdaj je šel pa počivat. Pa res še ni važga. A kako ti vidiš, mar biti? Tam ne soseda beg pa domov, lepo te prosim. Ne mi živca parat. Nuška, a bi šla ti v gostilno pa? Ja. Pa lepo, da ne boš kaj, bom že jaz zjem porečunala. Teta Pjevca, pa grem jaz jo. Ja, sem ovo. Ja, to No, vse je na jedu. Lej, sebi vse suše, tale doma. Ti Pjevca, Povej. pa gre res to je vsakega 15 v gostilno, pa ti celo cojnjo zapije. Potem pa še tole ostane za hrano, za elektriko, za vodo. Ja, sej ni čudno, da vsak dan sam punštec jete. Vsece. Ne sam 15, večkrat na mesec gre v gostilno, pa kar ne gre, veš, se tudi zasluž. Drugač pa Ana, pri nas, ni nobene težave z denarjem. Tako da te mot hod v gostilno. Mama, lej, smo ga že najdla. Lej, so ga že kumarati pripeljali pred hišo, ampak noter niso upali, da tebe bojijo, da bi jih stopila. Tebi jih tudi. Pijan dura, hudičuva. Poglej, kak si. A sploh veš, da si doma? Vse, kaj slišim. Pijanc. Si spet celo svojega zaželil. Ja, ki ga vedva. Nisem Koga nisi? zaželil. Da vidim. Kje imaš kaj? Del tošli. Aha, sej ga imaš, pijanc. Neš boja. Da vidim, če je kaj ostalo. Sam tule, kje pa ostalo? Se mi samo na pufe delaš. Nobenih pufov ni. Kje je ostalo denar? Nimam ga, če pufe delaš. Nobenih pufov ni. Daj mi fadist. Da nimam. Kako ga nimaš? Nisem ga dobil. Tu pa ni res, Janez. Vsak ga dobi, pa si ga ti tudi. Tudi moj Franc ga je dobil. Pa mi ga zmeri pokaže, da skup pogledamo, koliko dobi gor.
mojk Janko. 184 ur. 1240 dinarjev zaslužil moj Janko. Koliko si ti pridn deci? Odteglaji, prokleta država, pol pobjare tistim, ko delajo. Jebem ti, prispevk za penzion, pa ga še dočakal ne boš čez tukaj žaril. Kam pa jaz smela, bom že zapravila. Za zdravstvo, ja, za zdravstvo tukaj damo, pa prek prideš na Britov in na vrsto, ko pri dohtarji. Šolstvo prav, ja, prav šolstvo, da bo naša Nuška lahko se šulala. No vidiš, samo štrom, za eno žarnico pa ti vtirnejo tukaj, ko bi bilo v tistim Vegasi tam. Pa voda je draga, pa se sam jaz pa punca včasih skvat umijemo. Pa za tolo lukno je tukaj kvartir je drag, veš punca. Ja, no vidiš, pa elementi, pa elementi. Ja, mama, tu je pa ena tujka, to pa ti ne zastoč. Tujka je. Ja, pjavca, Ja. pa bi že zastopila, Res? bi mogla. Ja. Moj Franci pa meni vse tujke razloži, on je zelo uprte glave. Sam ka bez jaja po mojem brihtu. Elementi. Zdajle sem se spomnila, da dobil Tunčke punca za otroka, ki je dej spustil elemente. Ja, veš, da, saj ni čudno, kjer je pa ne bi. Če je bila pa glih taka, ko je moče, je čisto se podaril, kar mu ni na drevu šlo. Moj Franci pa ni tak. On vid pa sam jade, pa bjene druge, pa je žih še tu klepa pomlada. Dej njaki ti s tvojim Franclom. Janez! Elementi. To pomeni, če imaš kjerga v frent. To so mi pa potakli. Ti bom jaz dala potakl. Drugače mora biti. Če bom jaz tele gor pogledala, čaki, da špegle dam gor, ko piše na fardisti, elementi, Kovač Miha. Poba imaš, Janez, poba imaš! Ne moreš verjeti, Janez ima otroka v frn, pa kup let že plačuje za jaga. Veš, koliko si zelo za to kupil? Moj Franci pa sam špara, pa sploh ne vem za koga. Kar ne špara. Elementi, Kovač Miha, kar ne špara. Dej mi pa ti povej, kako so ti ga potekli, otroci se ne potikajo, tu da boš vedel, da si pijan že dokvem. Da si korbir, sem pa dlan zvedla. Če bi bil lopov, bi kaj imeli. Ena nevadna nula si, Janez, nula! Mat kurba čnošti. Koga? Če ne boš stiknil tuk po gubci, da bo pomakil. Boš vidno. Pijanc. Res smo hodili. Keh marič. Ti si hodil tudi? Trije. Trija. Trije. Kar nekaj žeka. Nosiječa sem. A ja, kar? Nosiječa. Svetega duha. Ja, veš že. Pol pa tu gremo mi v gostilno, že nekaj zbutvo vzelo. Se mi zdi, da si se malo streznil. Smo malo ledili, pa govorimo tam med sobi. Ja, priznali bomo vsi. A ja, kar vsi trije. Bomo vsi trije priznali. Ja, vsi trije. Pa gremo v Trbovlje, me sumnijo, Dornik noter. Si Je šel? bila noter. Si kriv? Ja, veš sem. Idva domov in rekel, ti boš pa počel. Tu se mi tudi tako je bilo. A se mi potaknil dole niso. Ja, ate, a pa imam jaz brata? Ja, mamo vprašaj, vse vej. Ko boš bila stara, boš že zvedla. Ja, brata.
Brata imaš, veš, Nuška, brata. Miha Kovač. Oj, brata praviš, da ima ja. Ti boš pa rekla, čist neč narta, pa si se srle vidu. Vse se bo zžgal. Nade dam tule gor si. Bo ta virva malo pojedla. Tule. No, daj malo zrihti. Ja, brata ma. Kar govor, pa takole mi kaž brata ma, ja. Kaj pa tvoj Franci pa misliš, da je čist pošten? Ja, moj Franci pa še ni več narobe naredil. Nikoli neč? Neč. Sej veš, otrok nimamo. Ja, tu vem. Otrok Mijane pocrkla. Aha, pol praviš, da tvoj Franci ni še nikoli neč narobe naredil. Ne. Je tvoj Franci narobe naredil. Velik je narobe naredil. Tuk, da boš vedela, kje bi pa tak pošten, pruden dej, svarčen, zvest, kaj je narobe naredil. Pa je narobe naredil. Tule požrem, pa ju sapujem. Je narobe naredil. Mjan je Nuško naredil, tvoj Franci. Ja, si ti, kakršna si, faulasta, firčna, stepjena, nečuredna baba, take tako ne morajo imeti otrok. Jaz pa imam Nuško, s tvojim Franclom imam Nuško. Pa ni treba neč skrbeti, da pri nas ni denarja. Vsak mesec mi da tvoj Francl 800 dinarjev, da lahko punco preživim. Pa špara, zriva, ti moj Janez, ti pa krpi, pa bod prepričan, da ti verjamem, da so ti tizga Miha tako vačuga potekli, zastoj plačuješ, si za neč za otroke delat, ne moš otrok imeti, jaz pa imam Nuško. Ti moj Franci, ti Mijana razočara. Povej. A vam jaz pa dva ata, pa dve mame. Nuško. Ja, Nuška, tale te živi. Franci te je pa naredil. Tako da boš vedela, ti se pa njahic mar, razočaril. Ana, veš, da je bilo že tu. Smo bili še mlad. Točno se spomnim. Kdaj pa kot je to bilo? Sej, če češ ti lahko vse razložim. Me neč ne zanima. Ja, le, jaz ti lahko povem. Na, Janez skrbi, da bomo še malo nazdravili. Don si itak colenga dan, ne? Ja. Maš kaj, Ana? Kopc Petrana. Jaz sem mislila, ti ko pravdi fajna gospodinja. Pa bi zdajle malo funšterca spjati. Tjata pjavca. Povej. Tam je vse neki računam. No, računi. Kar računi. Ko imela pol Nuša 2 duete. Nuša bo imela tako dueto. Ti ne moram povedati, sej Franci skuš para pa na kupico deva. Kar nej. Ko ta zdaj vedela, kam bo šel denar, za Nuško bo šel. Ko jih vedva nimata otrok. Lepa dueta ba. Pa boš pjakla, boš malo spjakla. Sej, a imaš od cvirke moko pa jaz? Pri nas je vsega dost. Pri nas ni problem za nobeno stvar. Boš pomagala. Nuša pa Jožko, vedva pejta pa kar v kolonijo. Pa vse individual povabta. Pa pejta še v Kivde po Jabučnik, pa ne Franci da pozabi pripelat. Da se bomo tule vse z njimi, pa bomo malo nazdravili, pa jedli, pa pili. Ja, kar pejta po Francita. Ana, ti pa kar začni pjačite, ljudje bojo glih zdaj tukaj.